Gospodična Opec, pozdravljena. Dober dan. Ste nova 26-letna nadomestna poslanka Slovenske ljudske stranke. V Državnem zboru ste nadomestili dosedanjega poslanca in tudi predsednika Slovenske ljudske stranke, gospoda Radovana Žerjava. Po poklicu ste pravnica, sicer tudi mestna svetnica v mestnem svetu Murska Sobota, sedaj poslanka. Lahko še za video poveste, kdo je Jasmina Opec? Sem ponosna Prekmurka, rojena avgusta leta 1985. Osnovno šolo sem obiskovala v Murski Soboti, se potem kasneje kot Zoisova štipendistka vpisala v gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomeru, jo zaključila z odličnim uspehom in študij nadaljevala na Pravni fakulteti v Ljubljani, ker sem leta 2009 tudi diplomirala. Kar se tiče mojega udejstvovanja v politiki, sem se v študentskih letih pridružila novi generaciji podmladkov Slovenske ljudske stranke, v njem delovala nekaj let, kasneje pa se tudi zaradi, po moje, dobrega dela podala v aktivnejše politične vode. Danes sem predsednica mestnega odbora Slovenske ljudske stranke v Murski Soboti, kot že rečeno tudi najmlajša mestna svetnica in pa sedaj na teh državnozborskih volitvah tudi poslanka v Državnem zboru. Kar se tiče moje poklicne poti, v času študentskih let sem bila del ekipe magistra Radovana Žerjava v kabinetu Ministrstva za promet. Po končanem študiju sem se vrnila domov, v domačo pokrajino, opravila odvetniško volontersko pripravništvo in se potem tudi kasneje zaposlila v gospodarstvu. Hvala lepa. Če nadaljujemo z vašim delom v Državnem zboru, vašim bodočim delom kot ena izmed najmlajših poslank, kako mislite, da lahko doprinesete sami slovenski politiki, pa tudi delu v Državnem zboru, v poslanskih klopeh in tudi sami poslanski skupini Slovenske ljudske stranke? Vsak, ki pride v Državni zbor, ima že nekaj izkušnje, ki mu jih je dalo življenje, takšne ali drugačne. In vsak poskuša te izkušnje, ki mu jih je dalo življenje, tudi nekako udejanjiti oziroma čim najboljši meri tudi uporabiti pri svojem delu v Državnem zboru. Sama imam kar nekaj izkušenj s tem perečim problemom mladih, če lahko tako rečem, ki se danes pojavljajo. Kot že rečeno, po končanem študiju sem se tudi sama soočala s težavami iskanja zaposlitve, sem se podala tudi v enoletno brezplačno volontersko pripravništvo. Tako da mislim, da lahko tudi z tega področja veliko prispevam k iskanju odgovorov na rešitev težav, ki se pojavljajo predvsem pri mladi populaciji. Če nadaljujemo kar pri konkretnih zadevah, v sedanjem mandatu boste tako članica odbora za pravosodje in javno upravo, kot tudi podpredsednica odbora za notranje zadeve. Kateri ukrepi na teh področjih se vam zdijo najpotrebnejši, tako v notranji politiki, kot tudi v pravosodnem sistemu, ki vemo, da ima določene težave v Sloveniji? Gre za dva pomembna odbora, ki se nanašata na varnost državljank in državljanov, na spoštovanje pravne države, na njihove pravice in dolžnosti in zato bodo vsi ukrepi, ki se bodo na tem področju sprejemali, morali biti res v korist ljudi. Za notranje področje oziroma odbor za notranje zadeve zajema zelo široko področje dela. Tu recimo je meni ena izmed najzanimivejših ukrepov, s katerim sem se ukvarjala tudi še v času študentskih let, so kazni za prometne prekrške. Takrat smo debatirali tudi na to temo in se dotikali smiselnosti oziroma načina urejanja tega področja in prišli do ugotovitev, da visoke kazni dejansko imajo zgolj kratkotrajni učinek. Se pravi, nimajo tistega namena, da bi nekako na dolgi rok zmanjševali število prometnih nesreč, ampak tukaj treba sprejeti neke preventivne ukrepe. Zakon, ki imamo danes, je po mojem mišljenju nepravičen, ne obravnava vseh državljanov enako. Se pravi, razlika je zdaj, če te nekdo ustavi na cesti in ti da globo 1000 evrov, pa imaš ti prihodek 3000 evrov ali pa imaš prihodek 6 evrov mesečno. Se pravi, s tistim družine, ki imajo manjši prihodek, te kazni zelo globoko prizadanejo, pahnejo v neko socialno stisko in ta sistem bi moral tudi z tega vidika bolj pravično biti urejen. Se pravi, tako strokovnega vidika, se pravi na tej podlagi, da
same kazni imajo zgolj kratkotrajni preventivni učinek, ne dolgotrajnega, in pa po drugi strani tudi morajo biti nekako pravični za vse državljane. No, definitivno bo to pereča tema, verjamem tudi v prihodnosti. Kot članica odbora za notranje zadeve verjamem, da boste lahko to zadevo sprožili. Pa če stopimo za korak izven politike, predvsem v prostem času ste menda zelo aktivni tudi na humanitarnem področju, pa če nam poveste še par besed o vašem življenju izven parlamentarnih soban. Vsak izmed nas mora nekako v življenju iskati pri sebi tisto ravnovesje, imaš delo, s katerim se ukvarjaš, in pa potem potrebuješ tudi aktivnosti, s katerimi si napolniš baterije, da to delo potem čim bolje opravljaš. Sama se rada ukvarjam s športom in, kot še rečeno, tudi z samo dobrodelnostjo. Že nekaj let sem članica Lev kluba, to je po domače Lions kluba, kjer se res ukvarjamo s temi perečimi socialnimi problemi, predvsem otrok, ki izhajajo iz teh šibkejših družin, kjer organiziramo razne prireditve, razne akcije, za njih zbiramo sredstva in res ni lepšega občutka, ko vidiš nasmeh na obrazu takega majhnega otroka, ki se mu z neko malenkostjo polepšal dan. Mogoče bi še kaj dodali, bi še povedali, ali se veselite tudi, se pravi, nove zadolžitve, nove službe, vsekakor prinaša določene izzive. Vsekakor, ko začneš z nekim takim poslanstvom, kot je funkcija poslanca, te prevzemajo mešani občutki. Nekako ponos, da predstavljaš domačo pokrajino, da predstavljaš državljanke in državljane v tem parlamentu, in pa seveda tudi zavedanje odgovornosti, ki te čaka, odgovornosti, da v tem mandatu res moraš sprejemati tiste ukrepe, ki naj bi ljudem olajšali to življenje v tej državi. Mogoče samo še za konec, da vas vprašam kot pravnico. Danes slovenska pravna država ne deluje, pravijo, da veljajo ena pravila za bogatejše, ki imajo povezave, in druga pravila za tiste, ki si pač morajo sami pomagati, ki nimajo denarja za drage odvetnike, za strokovno pomoč. Mislite, da lahko kot poslanka na tem kaj naredimo, oziroma da obstaja upanje, da se bodo te stvari uredile? Vsekakor, preden se podam na kakršnokoli pot, moramo biti optimisti, drugače brez pomena, da sploh razmišljamo o kakršnihkoli spremembah. Jaz sem optimist in verjamem, da nam bo skupnimi močmi tudi uspelo na tem področju vnesti neke spremembe, ki pa se po mojem morajo začeti že v temelju, to je v samem izobraževalnem sistemu, na pravnih fakultetah, ko ga moramo spremeniti iz teoretičnega bolj v praktičnega, in pa mora biti poudarek tudi na sami osebnosti teh pravnikov, to morajo biti trdne, močne osebnosti. Kasneje pa se potem lahko podamo tudi v samo reorganizacijo pravosodnega sistema in pa potem tudi iskanje res tistih ukrepov, ki bodo omogočili, da bodo vsi državljani pred roko pravice enaki. Gospa Upec, želim vam obilo uspeha v novem mandatu in srečno. Hvala lepa.